Nas je seveda veselilo, da smo se na nek način srečali na spoznavnem sestanku z novo ministrico za visoko šolstvo in znanost. Razumeli boste, da za kakšno poglobljeno diskusijo danes ni bilo časa, odprli pa smo nekaj tem in tudi, kar se tiče našega sindikata, ministrico upozorili na možne čeri, ki nas čakajo v tem letu, ko bo gospa ministrica pač vodila ta zelo zahteven resor. Naj povem, da se vprašanja obnovitve zakona, ki je v prejšnjem ob njenem predhodniku vzbudil veliko napetosti, nismo lotili razen načelnega, na nek način skupnega stališča, da seveda nihče ne nasprotuje reform, da so spremembam, da so te sicer potrebne. Mi smo posebej počrtali, da bi morala biti vse te načrtovane spremembe izvajane ali pa usklajene tudi zaposlenimi na visokem šolstvu in pa v raziskovalni dejavnosti. To je bil za nas tudi ključen poudarek, ki smo ga danes želeli izpostaviti, da pač od ministrice pričakujemo bolj intenzivno in na nek način bolj poglobljeno sodelovanje, kot smo mu bili priča v preteklem obdobju. Namreč tudi sama bolonska reforma pričakuje in predpostavlja, da bomo tako študenti na eni strani kot zaposleni na drugi strani v visokem šolstvu sodelovali in na nek način ustvarjali visokošolski evropski prostor. Ministrico smo brez dlake na jeziku tudi upozorili, da v pogajanjih za kolektivno pogodbo, ki se tiče zaposlenih v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, je nekaj trdih vprašanj, ki jih moramo razrešiti. Zlasti to velja za skrb, ki jo imamo, da se ne bi zgodilo, da bi visokošolski učitelji ali pa raziskovalci, ki na nek način pomenijo vrhunske poklice v naši državi, na katere naša država stavi v svojem razvoju, zaostali za primerljivimi poklici v naši državi, kot so recimo zdravniki specialisti in nekateri drugi. V tem trenutku na pogajanjih je pravzaprav to mogoče in bilo bi mogoče, da se ne bi izognili konfliktom, ki bi na tej točki lahko nastali. Mi bomo vztrajali, da je treba vrhunske poklice, kot so profesori na univerzah in raziskovalci na inštitutih, seveda ustrezno ovrednotiti in verjamem, da bi tu lahko prišlo do nekega sprejemljivega kompromisa. Zadnja stvar, na katero smo opozorili, je, da dobivamo z univerz, so opozorila vedno pogostejša, da je pač to financiranje problematično in da na nek način bo treba tukaj nekaj narediti s sredstvi, ki jih država namenja za izvajanje, za financiranje univerzitetnega študija in pa delovanja univerz. Tu je ministrica sicer imela drugačno stališče od naše. Hvala lepa. Kakšno pa je? Ja, mogoče bo kar sama povedala, ministrica misli, da ta situacija s financiranjem univerz ni tako huda, kot smo sami na nek način poskušali sporočiti. Tukaj pa očitno se nismo razumeli, oziroma se ne moram strinjati s vašo izjavo, ker sem sama večkrat poudarjala in vsi skupaj ugotavljamo, da v zvezi z financiranjem univerz sistem tak, kot je sedaj, ni ustrezen in na ministrstvu je že tečejo postopki, da bomo v drugi polovici novembra lahko že sklicali to skupino, ki je imenovana in kot sem imela že srečanja z posameznimi rektorji in kot tudi sami že veste, je bilo ravno to vprašanje, ključno vprašanje, ki smo se ga dotaknili. In še kako se tega problema zavedamo. Dejstvo je, da ta trenutek velja uredba, ki je bila sprejeta v letu 2004 in velja še za drugo leto, torej izteče se leta 2008 in na ministrstvu smo že v globokih pripravah, da se stvari
razvijajo naprej in da se pristopi z vsemi sodelujočimi k pripravi nove uredbe. Tako da tukaj mislim, da ni bilo razhajanj. No, naša želja je bila seveda, da smo kot predstavniki zaposlenih vključeni v to preoblikovanje te uredbe, ki je za delovanje univerz izjemno pomembno, pa tudi seveda za vse zaposlene. Hvala lepa. Hvala vsem za udeležbo in nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala.